Pozdravljeni vsi skupaj. No, končno sem se spravil in skupaj zmontiral še ta video, ki me je čakal še od lanskega julija. Še malo bi bilo že skoraj 1 leto, odkar sem se odpravil na to vožnjo. Že nekaj let si tekom sezone izberem en cilj, ponavadi povezan z razdaljo, ki ga odpravim kot vrhunec sezone. Ker sem s tem začel še preden sem se začel udeleževati nekih organiziranih dogodkov, le teh ne štejem v to. Mislim, da tega nisem še omenil, ampak prihajam iz Nove Gorice, sicer sem pa že nekaj let v Ljubljani, od študija dalje, tako kot verjetno večina, ki nas nekako konča tukaj. Dosedanji izzivi so tako pogosto vsebovali različne trase med Ljubljano in Novo Gorico in tudi tokrat brez Gorice ne bo šlo. Pri teh zelo dolgih razdaljah mi pomaga to, da se lahko vmes oziroma za konec ustavim doma, kjer me ponavadi čaka kuhano kosilo, tako da se lažje sprostim oziroma pripravim za nadaljevanje. Do sedaj je bila moja najdaljša vožnja v dnevu okrog 350 km, zato sem si letos želel, da tokrat premagam mejnik 400 km. Ko sem po zemljevidu načrtoval pot, sem opazil, da bi tokrat zadevo lahko podaljšal v Italijo. Slišal sem že, da se od Kranjske Gore po Kanalski dolini proti Udinam vije lepo urejena kolesarska pot po stari železnici. Cesta se tudi rahlo spušča do Furlanske nižine, nato pa se po rahlo valovitem terenu približa Sloveniji. S tem bi se izognil 2 večjima vzponoma, torej čez Vršič in Banško planoto. Nabral pa bi si nekaj dodatnih kilometrov, kar je bil tudi cilj pri tej etapi. Postanek v Gorici bi bil tako na približno 250 km, do Ljubljane pa bi moral nabrati še nekako 150 km. Po planiranju sem naračunal, da bom za traso potreboval približno 15 ur vožnje, zato sem se na pot moral odpraviti zelo zgodaj, še v temi ob 4:30 zjutraj. Prvih nekaj ur vožnje minilo res hitro in kaj kmalu sem bil v Kranjski Gori, kjer sem imel prvi postanek in dotočil vodo. Kot ste lahko videli, tukaj je začelo tudi rositi, ampak sem nekako upal, da se bo vreme izboljšalo, napoved je bila v bistvu kar lepa, tako da me je ta rosenje kar presenetilo. No, kaj kmalu sem prispel v Italijo. Sledilo skoraj 80 km rahlega spusta skozi mnogo tunelov in preko nešteto mostov. Ta del moram priznati, da je bil res zakon. Sicer je bilo kar veliko ljudi na kolesarski stezi, a se je dalo brez težav voziti skoraj 40 km/h v povprečni hitrosti. Pot je večino časa potekala po stari železnici, tako da je bilo daleč stran od prometnih cest in je bila res super. Definitivno priporočam ta del, da se ga kdaj odpelje, še posebej v tej smeri, kjer nekoliko pada. Dolino sem zapustil v mestu Gojn, kjer je ravno potekal nekakšen sejem, tako da sem se že kar s težavo prebijal skozi mesto. Vreme se je na tej točki že konkretno razjasnilo in sonce je začelo žgati na polno. Za menoj je bilo že skoraj 200 km ter slabih 7 ur vožnje. Poldne. No, do Gorice pa me ločilo še približno 50 km. Trasa je bila tukaj relativno ravna, potekla po stranskih poteh, tako da ni bilo kaj dosti prometa. Po približno 2 urah sem prispel do meje za Slovenijo, natančneje v Goriška Brda, kjer sem imel manjši ovinek, tako da sem vstopil v Slovenijo. Ponavadi, ko grem v Goriška Brda, grem po Sokanski cesti pod Sabotinom. Tokrat pa sem se odločil, da naredim ovinek oziroma grem po italijanski strani, saj je nekoliko manj višinskih metrov. No, in tako končno po cirka 9 urah vožnje Nova Gorica, teh zadnjih nekaj kilometrov se mi je že res vleklo. Moram priznati, da je ta pavza doma res prijala bolj kot katerakoli do zdaj. Po celem dnevu kolesarske hrane je nekaj kuhane hrane res zakon. Za piko dni pa sem pojedel še po banji sladoleda,
je v tej vročiti zares pasal. Ker je bilo pred mano še 150 km, sem mogel kmalu nadaljevati s potjo. V bistvu, ko sem načrtoval pot, sem imel kar probleme, kako sploh dobiti teh 150 km iz Nove Gorice do Ljubljane. Po najkrajši poti čez Ajdovščino in Col jih je približno 90, tako da sem se odločil, da naredim manjši ovinek čez Kras. Kot bonus pa se bom s tem tudi izognil nekaj višinskih metrov, ki bi jih naredil, če bi šel čez Col. Vreme je bilo ta dan res zanimivo, kot sem že omenil, se je začelo z jasnim sončnim vzhodom in dežjem v Kranjski Gori. Nato je sledilo žgoča oziroma pripeka v Italiji oziroma Furlaniji. In tukaj pri Divači me je nekako našla še ena nevihta. K sreči je šla hitro mimo in me ni niti preveč zmočilo. Sem pa videl to res prelepo dvojno mavrico, tako da sem dobil nekaj dodatne motivacije za nadaljevanje poti. Tako, tukaj sem opravil še zadnji večji vzpon na trasi. Pot sem nadaljeval skozi Postojno proti Logatcu, kjer se je vreme ponovno razjasnilo in pričaralo res neverjetno svetlobo. No, razen takrat, ko mi je sonce sijalo direktno v oči, nisem več videl ničesar pred seboj. Sledil je še spust po vrhniškem klancu in ker sem moral navračati nekaj dodatnih kilometrov, sem tukaj zavil desno proti Barju. Sicer to ni bil edini razlog, ta del regionalne ceste med Vrhnikom in Ljubljano mi gre res na živce, tako da se mu, če je le mogoče, poskusim izogniti. Vedno je zelo prometno, kolesarska cesta je izredno slabo zasnovana z nešteto neverjetno visokimi dovozi, tako da se včasih počutim, kot da bi vozil gorsko kolo po trailu, ne pa cestnega po kolesarski stezi. In tako sem po 15 urah kolesarjenja v temi končno prispel domov. Celotna trasa mi je bila kar luštna, je pa definitivno ne bom več prevozil v enem dnevu. Posamezni sklopi, predvsem ta italijanski del, mi je bil še posebej všeč. Za konec še nekaj statistike, torej v 18 urah sem bil na kolesu več kot 15, prevozil 400 km, od tega 3000 višincev, porabil pa za kar cel teden energije skoraj 10.000 kalorij. Eko, tako pa sem obkljukal še tale checklist, naslednji teden pride še en lanski video, potem pa počasi začnemo z letošnjo sezono. Se vidimo naslednjič.